Partner Coffee to Connect v mesecu oktobru, mesecu varčevanja, je Generali Investments, prva družba za upravljanje. Varčujte pri najboljših. Obiščite njihovo spletno stran na www.generali-investments.si. Dobro jutro in pozdravljeni. Torej, v mesecu varčevanja seveda vabimo med nas tiste, ki se na finance najbolj odlično spoznajo. To je profesor dr. Aljoša Valentinčič in naj samo rečem to, da se z Aljošo že dolgo poznava, zato Aljoša ne boš zameril, če ne bo vas profesor doktori, ampak kar Ajšen Aljoša. Seveda ne bom zameril. Dobro jutro, pozdravljeni vsi, dobrodošli, se veselim današnje debate. Tudi jaz, torej tale najina virtualna kava, že dolgo se meniva za pravo, pa nama očitno tale virtualna bolj uspeva, pa vendar, Aljoša, me zanima, kako je zdaj s tem virtualnim pojavljanjem, začelo se je tudi novo šolsko oziroma leto fakultet in gre bolj virtualno, kako ti to doživljaš? Gre bolj virtualno, ampak je tako, kot je z kavo. V fizičnem življenju se zdi, tako da včasih ljudje ne najdemo časa drug za drugega in potem te težave premostimo z virtualnimi oblikami. In zelo podobno je tudi pri študiju v teh razmerah. A je idealno ali ne? Verjetno ne, ker fizični stik, osebni stik je seveda izrazito zelo pomemben pri pedagoškem procesu, ampak jaz mislim, da v teh razmerah je to, da imamo te možnosti digitalizacije, vseeno zelo, zelo pozitivno stvar in jo tako tudi jemljem. Rekli smo, mesec varčevanja se je začel, poleg tega, da se je začelo leto, ko se spet študenti virtualno vračajo na fakultete, in Slovenci smo znani po tem, da še vedno najbolj varčujemo kar na bankah. Seveda varčevanje v teh časih, ko so že kar negativne obresti, ni smiselno na bankah. Kako je s tem, zakaj meniš, da je tako? Je to stvar zaupanja? To je zagotovo stvar nezaupanja. Vseeno moram reči, da imamo mi tlele zgodovinsko izkušnjo, ki je še vedno v spominu marsikoga in to verjetno pripomore k temu, da je ta delež varčevanja dejansko na bankah zelo visok. Znesek, ki je tam leži, je precejšen in dejansko predstavlja torej izziv za prihodnost, tako da o tem bo treba definitivno razmišljati. Zdaj bi pa k temu vseeno dodal, tudi osebnostne lastnosti Slovencev se zdi, da so majčkeno nagnjene k pesimizmu, in če človek pesimistično vidi svet, tudi finančni svet, potem je varno zatočišče banka in pozabi na druge naložbe. Tukaj je seveda to, kar zdaj govoriš, tudi so dejstva. Veliko govorimo o optimizmu, z zajemčem Slovenije je to glavna vrednota, ampak ti si se pa tega res lotil znanstveno in sicer vpliv optimizma oziroma pesimizma na odločitve tako v ekonomskih kot tudi finančnih odločitvah. To se mi zdi fantastična tema, zelo zanimiva. Prosim, malce nas vpelji v to in kako vpliva osebnostna lastnost na to, kako se odločamo. Ja, tako je. Če bi ljudje ne bili optimisti v povprečju, potem marsičesa, kar vidimo v ekonomiji, v financah in tudi pravzaprav pri vsakdanjem trgovanju, nakupih in tako naprej ne bi bilo. Namreč, če nimamo neke mere optimizma v sebi, potem denar enostavno raje ali damo pod poštar ali ga pa potrošimo takoj za dobrine danes in potem ta velika komponenta varčevanja sploh ne nastane. Ta velika komponenta, mislim, ko bi ljudje varčevali v različnih oblikah. Tu imajo prostor banke, ampak zlasti mislimo tukaj na oblike varčevanja v obliki naložb v podjetja, v lastniške vrednostne papirje, tudi v vzajemne sklade in tako naprej. Optimizem je nagnjenost k temu, da pričakujemo pozitivne izide v okolju, ki je negotovo, v okolju, ki je tvegano. In kot sem rekel, če tega ni, potem teh naložb v podjetja, v lastniške vrednostne papirje v bistvu ne bi bilo. Oziroma je bilo zelo omejeni količini. In to tudi pomeni seveda, da bi vsi slabše živeli, ker če ne bi bilo velikih korporacij, velikih podjetij, velikih start-upov, v bistvu, pogledajte, koliko izdelkov pa imeli okrog sebe.
ne bi bilo čokolad, ne bi bilo Coca-Cole, ne bi bilo britvic, ne vem, vsak dan v življenju, pa še marsičesa drugega ne. In tako bi bili dejansko vsi na slabšem, mislim. Je optimizem oziroma naravnanost biti optimist ali pesimist prirojena ali privzgojena? Kako se to oblikuje? Si tudi v to kaj pogledal? Ker ti včasih se zdi, marsikomu, ko rečeš, bodi bolj optimističen, verjemi in tako naprej, če verjetno to govoriš pesimistu, si misli, pa ta je res naiven. Tako da je to prirojeno, priučeno, kje smo tukaj? Oboje je. Torej, to je že znan ta rek nature or nurture, se pravi, ali je narava dala, ali imamo pa to privzgojeno. Tako da obe komponenti sta pomembni in obe komponenti imata svoje, bi rekel, različne veje naokoli. Pri tem, kako varčujemo v teh lastniških vrednostnih papirjih, oziroma koliko smo generalno nagnjeni tveganju, ima ta komponenta tveganja dejansko tudi biološko podlago. Jaz se ilustriram običajno z kačami, ne. Kače se ustrašijo vsi, tudi tisti, ki niso nikoli prej kače niti videli, niti kaj šele, da bi jih pičila, ampak se ljudje instinktivno nazaj umaknemo. In to je zato, ker imamo to prirejeno, oziroma je nastalo čez tisočletja v naših možganih, se ugnezdilo in tam ostaja. Tako da mi dejansko ene nevarnosti znamo pripoznavati biološko. To se pokaže tudi pol na ljudeh, ker je ta dilema zdaj, kako, odkje pride iz narave, ali so to nam pol privzgojeni starši oziroma družba, ne. Način, kako se to proučuje, je tako, da se poišče dvojčke, v katerih je eden živel v takem okolju, eden po drugačnem, pol pogleda, kako ta dva investirata. In dejansko tukaj so razlike, no. Zlasti kontrastna razlika je med dvojajčnimi dvojčki, fantki pa punčkami, kjer je punčka izpostavljena hormonom od fantka v maternici in potem se pokaže kasneje v življenju, da zaradi tega drugače investira kot druge punčke. No, tukaj me seveda to zanima, ne, ker poskušamo, seveda smo in spodbujamo enakost, ampak je tukaj torej tudi med moškimi in ženskami zaznati razliko, če stvari niste preučevali, bom razumela, če boš rekel, naj tega ne sprašujem, ampak vendarle, kaj se torej pokaže? Punčka, ki je bila pod vplivom moških hormonov, je bolj pogumna ali manj? Ja, bolj. Ne, ker je potem v ozadju ta testosteron, ki pa je hormon, ki povzroča ne agresivnost, ampak moško vedenje v naravi, oziroma samca, če si predstavljate v naravi, je to, ne. In tako da to potem na koncu prevaga. Če bi rekel, da bi govorili tudi o narodih, nekoliko si že označil, da imamo morda nekoliko pesimističen, je to možno tako posploševati? Se opravičujem, nisem odgovoril čisto do konca prej. Še to, ker to je ena taka tema, ki je dejansko, ker sem te poslušal, je bilo, kot da bi stopil na mino, evo. A je zdaj ta razlika med moškimi in ženskami? Vedno nekako je veljala ta domneva, da nekje razlika je, ampak ena od bolj kontroverznih zadev, ki so se zdaj nedolgo nazaj pojavile, je pa ta, da v resnici razlik ni, da se pa potem zdi, kot da so razlike zato, ker starši otroke silijo, da se igrajo z različnimi predmeti. Torej, fantki so bolj gradbeniki, zakaj? Zato, ker se bolj verjetno igrajo z Lego kockami kot punčke. In zdaj tole se bo čez desetletje, ker jaz mislim, da se spreminja, ne, se bo verjetno pokazalo kot eden od teh elementov, ki bo definiral pol, da v bistvu razlik ni, oziroma da so manjše, kot se zdi. Ampak to je zaenkrat domena domnev, ne znanosti. To sem hotel povedati, se opravičujem. Hvala, Aljoša. Zdaj bova seveda povabila tudi vse, ki so z nama na tej virtualni kavi, da se povežejo tudi tako, da nama zastavijo vprašanja. Jaz pa torej še enkrat z vprašanjem glede narodov. Se tukaj kažejo razlike in zakaj, če se? Razlike so, torej ljudje, in to je tisto, kar sem na začetku odprla, pravzaprav, da ljudje so različno nagnjeni k varčevanju po državah. Zdaj, zakaj je to tako, je pa težko izluščiti, ker eni delujejo
v različnih gospodarskih okoljih kot drugi. In potem je to tako pomembna komponenta teh odločitev, da jih mi zdaj iz znanstvenega vidika težko pripišemo samo enemu temu elementu. Ampak, če bomo nek dan uspeli pokazati, da so razlike med narodi, zato ker smo narodi različno optimistični, tle ne bom čisto nič presenečen. Morda še to, Aljoša, verjetno vseeno je tudi pomembno, kakšne spodbude dobimo za to, da recimo postajamo lastniki ali delnic ali deležev v podjetjih. Veliko se govori tudi o tem, da je pomembno, da bi tudi lahko bilo nagrajevanje v opcijah. To so vse stvari, ki so zagotovo zelo pomembne, po drugi strani pa v tem trenutku v Sloveniji še kar precej neugodne v smislu davčne nevzpodbude. Meniš, da to bo spremenilo poglede ljudi in seveda, da ne bodo imeli denarja v bankah in to pravzaprav pomeni tudi za gospodarstvo neizkoriščen potencial? Jaz mislim, da je to za gospodarstvo zelo velik neizkoriščen potencial. To, da so te variabilne oblike nagrajevanja izrazito pomembne, vemo iz 1000 različnih zornih kotov. Poznamo tudi kakšno slabo lastnost. Ja, ampak v osnovi to, da daš ti nekomu prednost oziroma nagrado v smislu delnic ali opcij, je izjemno pomembna komponenta pri nastajanju novih podjetij. In prej, ko bomo to rešili, prej si bomo sami sebi naredili velikansko uslugo in vzpostavili okolje, kjer bodo podjetja nastale, kjer bodo podjetniki nastali in v končni fazi, kjer bomo pol na koncu tudi mi sami imeli kam varčevati naše prihranke. To je vprašanje, ki ga res bi mogli non-stop o tem govoriti. Ravno to smo seveda zastavili tudi predsedniku vlade, ko smo ga gostili na MČM poslovnem zajtrku. Zdi se, da gre razmislek v to smer. Zdi se mi res pomembno, zato tudi hvala, Aljoša, da si potrdil, da to je nekaj, kar pomeni velik napredek za celotno gospodarstvo in konec dneva tudi za blagostanje v naši državi. Ja, ker lejte, iz tega vidika, če stopimo en korak nazaj, to ni zdaj neka stvar nekih predpisov ali pa nekih idej visokih. Ljudje enostavno se odzivajo na spodbude. In če imate vi nek kompleksen startup, ki ima denarni tok 10 ali pa 15 let v prihodnosti, je edino logično način, da motivirate zaposlene tako, da jim date take ali drugačne lastniške spodbude. Tako da fantastično je videti tudi nekatera podjetja v Sloveniji, naj omenim Devesoft, zdaj sem se ga pač spomnila, da to že počnejo, da so tukaj verjetno pionirji, da se marsikdo tudi zgleduje po njih, pa me veseli, da so to kot najboljšo prakso tudi prijavili v Best of the Best, tako da bomo bolj zvedeli, kako točno to gre. Ampak to je verjetno so koraki, ki jim je potrebno slediti. Zdaj bova pa kar odgovorila na prvo vprašanje in sicer zanima me vaš pogled na trenutne razmere, ne v zdravstvenem smislu, ampak kako gledate na prihodnost družbe, je pred nami obdobje krize ali ne bo tako hudo? Da vidimo zdaj, Aljoša, ali si pesimist ali optimist, ne? Jaz sem tukaj tako optimist, no. Optimist, je pa ene par zadev, ki jih bomo mogli kot družba pa resno razrešiti. Zdaj, na tem gospodarskem področju sva končala prej s temi opcijami pa delnicami, ne, in to je eno od težkih vprašanj v naših mentalitetah. Ampak zdaj prihaja pa globalno težja vprašanja, ki so začenši s tem, ne, če se zdaj spet pojavi nek drugi ali pa tretji val, ali pa, kar se pa zdi verjetno še kakšen drug virus, ki je, ne. Mi moramo to nekako ozavestiti, da se zna pojaviti še kdaj ta problem. In če to ozavestimo, potem nastaja kup neprijetnih vprašanj. Recimo, ali bomo zaprli še enkrat ekonomijo, pa se izognili zdravstvenim zapletom, ali bomo pač dopuščali, da bodo ljudje obolevali in kakšen, nažalost, tudi umrl. To jaz mislim, da je z vidika družbe zoprno vprašanje številka 1. Zoprno vprašanje številka 2 je pa, kada vidimo, da so različne zapleti, ne, in to smo pa tudi zdaj v našem prostoru že slišali, kjeremu bolniku dati prednost. Ali bomo dali prednost nekomu, ki ima COVID, ali bomo pa in zato pozabili diagnosticirati določene vrste raka, ali bomo pa nekako tudi znotraj tega sistema probali tehtati.
To so izrazito zoprna vprašanja, katere ni jasnega odgovora zdaj v tem trenutku. Sam trdim pa, da se bo družba s tem mogla soočiti brez čustev, brez, ne vem, pretiranih emocij pri tem in nekako zbrati pot, ki je ta prava. Misliš, da bo to glede na to, da se zdi, da sploh ne znamo več govoriti z argumenti. Naša pozornost je pravzaprav nekaj, ne več minutna, ampak nekaj sekundna. Vse je hitro in seveda, čim začnemo govoriti o teh težkih vprašanjih in ko argumentov ni, te takoj lahko obtožim, tebi je vseeno za tisto skupino, ti želiš privilegirance, samo mlade in tako. Dejstvo je, da so to tako težka vprašanja, kdo na njih odgovarja. Lahko to dela politika, glede na to, da je zaupanje globalno v politiko precej nizko? Ja, tudi če gledamo zdaj trenutne razmere, dejansko sem tudi jaz pesimist. No. Jaz ne vidim, da bi politika sama po sebi to potegnila naprej. Mislim, da je tukaj vloga širše družbe, da tam, kjer lahko potegne stvari naprej. Torej, se pravi, vsak od teh posameznih družbenih sistemov, ki jih imamo, ne vem, profesori ali podjetniki morajo opraviti svoj del naloge in stvari potegniti naprej. Hudič je, ker so eni sumničavi do drugih, ni neke enotne linije. Hudič je, ker se bojim, da smo postali ekstremni pri mnenjih, pri tem so socialni mediji sigurno igrali neko vlogo, ker živimo vsi v svojih mehurčkih in potem končni efekt tega je, da se potencira stališče, ki ti je že tako poznano. Tudi znam psihološki efekt, da iščeš potrditev za svoje stališča in potem postajamo ekstremni. Tako da tle lazimo na različne konce. In potem še se mi zdi v tem našem okolju je en kup ljudi, ki bi imeli kaj zapovedati, pa bi morali kaj povedati, enostavno obmolknilo, ki očitno se jim zdi trud ali pa tveganje previsoko, da bi se oglašali. To pa je velika družbena izguba, jaz mislim, sploh v našem okolju. Tudi generalno, ampak pri nas se mi zdi, da je ta problem še bolj ekstremen. Misliš, da je torej čas, da bolj opozarjamo, da je del družbene odgovornosti tudi to, da gospodarstveniki, preden smo se vključili v debato, lideri, menedžerji, voditelji, kakorkoli že rečemo, da razumejo, da je to zdaj tudi njihova vloga, ker seveda razumemo, da skrbijo za svoje zaposlene, za KPIs, za konec dneva profit, za lastnike, za vse deležniške skupine, ampak ali je zdaj trenutek, ko je potrebno v družbi nastopati širše in tudi tukaj deliti svoje mnenje, svoje poglede, predvsem pa kulturo dialoga? Jaz zelo dobro zastopim in tudi poudarjam non-stop, da na koncu pri delovanju podjetij so številke, temu se ne moramo izogniti. Ampak to, da nekdo reče, jaz mislim, da bi bilo tako in tako prav za širšo družbo, to ni izključujoča zadeva. To je kvečemo gre z roko v roki. Razen, če imamo v primeru, ne vem, ko bi dejansko imel nekdo slabe namene, pa bi hotel samo preliti iz enega žepa v drugi in konc. Ampak to so posamični primeri. Jaz mislim, kot družba bi se dejansko mogli ukvarjati z prvim delom, številke in tudi potem podajati naprej vizijo v širšo družbo. Zato, ker mislim, da politika sama tega ne bo naredila. Ne more, ne zna, ne zmore, ne vem, ampak ne vidim tega, da bi to jutro se zgodilo. Je ali še razlika med krizama? Zdi se, da najprej meniš, da smo se iz finančne krize pred dobrimi 10 leti naučili dovolj. In ali je razlika s tem tudi ravno v tem, da je tukaj, pravzaprav gre tudi za moralna, etična vprašanja, da smo soočeni pravzaprav z drugimi vprašanji, kot smo bili takrat, in konec dneva verjetno takrat smo imeli tukaj lahko nalogo ukriviti bankirje in tiste, recimo, marsikoga, ki je bil recimo tudi pokrivam nekako obdolžen, ampak vendarle je to zdaj razlika in koliko smo se naučili? Ja, to je razlika zdaj. Torej, ekonomisti pravimo, da je tista kriza, ki je bila prej, da smo jo pravzaprav sami naredili, da je endogena od znotraj ustvarjena, ker so bile v sistemu številne pomanjkljivosti, številne nasprotne stvari, ki so potem pripeljale do tega, da se je ta finančna kriza nastala. Zdaj in to je z nekega psihološkega vidika laže, ker vedno lahko rečete, on je kriv, da je nekaj šlo narobe.
Zdaj je pa kriza zunanja, eksogena. Noben je ni naredil, prišla je. In zdaj kar naenkrat ni več nobenega, ker bi na koga bi kazali s prstom in je iz tega vidika težje to krizo bilo prenašati. Je pa res, da so tudi odgovori zdaj na to krizo drugačni, hitrejši. Tudi vidimo, da kako se finančni trgi odzivajo. Tako da jaz nisem toliko pesimist, da bi zdaj to vlada neka depresija na dolgi rok. Če bojo te napovedi, kolikor so se v gabaritih uresničile, jaz mislim, da en del vrednosti se zgubi, ampak globalno gledano ne bo tako hudo, kot je bil tista prejšnja finančna kriza, ker je v osnovi kriza fundamentalno drugačna. Tudi če rečem iz številk, naša podjetja so vsem šla zdaj not v to krizo z nekimi rezervami, država je dala neke ukrepe, ki so smiselni, ki bodo podjetjem gotovo pomagali. Tako da na nek način generalno se mi zdi boljš, kot je bilo prej. Zdaj bi pa vseeno nekaj opozoril, če lahko. Prosim. Sem lahko malo tehničen tukaj. Ker si vprašam prej, kako je ta primerjava kriza, smo pozabili prejšnjo krizo. Jaz, kadar en del mojih teh delih je tudi to, da se pogovarjam z menedžerji oziroma s finančniki in tako naprej. In imam leta gor na prostornicah en inštrument iz računovodstva, ki se mu reče slabitve in ki odseva pravzaprav te napake, ki jih naredijo včasih podjetja pri investiranju. In se spomnim dobro, lani oktobra, ko sem zadnje to imel, to debato, je bil en deležnik kar malo jezen. Češ, kaj zdaj to razlagam, vse finančna kriza je šla pa že itak mimo in je še dolgo, ne bo, ne pogledam malo številke na borzi. In sem rekel, jaz imam še zmeraj v glavi tiste dni finančne krize, ko je Slovenija visela na nitki in je bila obrestna mera na obveznice 7%, donosno do zaspetja in smo dejansko bili v precej zoprni situaciji. Oktobra 2019 je bilo pa super vse, to pa ja. Ampak hočem reči, naš spomin je zelo kratek včasih. In tukaj vprašanje, Aljoša, omenjaš borze, pravzaprav verjetno vsi, ki investiramo tudi na ameriških borzah, se kar čudimo, da delnice pravzaprav niso odreagirale. Razumljivo je verjetno, da nekatere so še zelo zrastle, sploh kar se tiče velikih digitalnih podjetij, ampak tudi nekatere, za katere ne bi pričakovali. Ali se torej napihuje nov balon? Kje bo zdaj to se pojavilo? Bomo priča, ne znam si predstavljati, kako to, da pravzaprav delniški trgi ne odreagirajo, ne glede na razmere, ki so pravzaprav kaotične. Tle je zdaj zelo veliko število različnih dejavnikov, ki so v ozadju. En velik kos so ti ukrepi, ki so za quantitative easingi, razne oblike, ne samo konkretno en program, ampak več njih. Tako da je zgodovinsko na trgu več denarja, kot bi ga bilo verjetno v kakšnih drugih situacijah. Tako da to je ena komponenta, ki jo dejamo malo na stran mogoče. So pa potem še te ostale komponente, ki pa nastajajo in tukaj je vprašanje, a se je, torej finančni trgi se odlepijo od realnosti, pa nastaja mehurček. Mehurček je v bistvu po definiciji nemogoče povedati, kaj je in kaj ni. Tisto, kar je, mislim, da pomembno pri tem je, da finančni trgi se zdi, da vidijo tale koronavirus ne kot začetek neke depresije, ki bo potem trajala, oziroma recesija, kakorkoli, ampak samo kot momentalni luknjico. To pa z vidika teh denarnih tokov pomeni, da se dividende pa vse ostale stvari zamaknejo za eno obdobje naprej. In zdaj to sicer ni dobro, zmanjšuje vrednost, ampak ni tako hudo, kot če bi rekli, da bo 10 let ali pa 15 let recesija. Tako da zato je en tak pomemben del razlogov. Potem imamo pa stvari, ki so pa fundamentalno drugačne. Te mesece je Tesla tak primer. Tesla nam kaže, da se moramo fundamentalno v glavi tudi premakniti naprej. Na drugi strani imamo naftna podjetja, ki so padla v nemilost in to tudi finančni rezultati jasno kažejo. Režejo dividende, cene delnic padajo. Tako da to sta recimo dva taka razloga, ki bi jih izpostavil. Vseh je še,
Odlično, zdaj gremo pa na drugo področje, vračava se nazaj na komuniciranje. Olga namreč sprašuje, da sva omenila izjemno nizko raven komuniciranja, predvsem tudi na družbenih medijih. Kako bi lahko to presegli in kaj je vaš predlog? Tako da, Aljoša, z veseljem podam žogico k tebi, kljub temu, da je komunikacija verjetno moje področje, tudi vladajočim po vsem svetu, da zavzamejo bolj strpen način komunikacije. Je to povezano s tem kratkim spenom naše pozornosti, da mora biti vse tako zelo ekstremno in kaj narediti, da pravzaprav ta komuniciranje, način podajanja informacij, način podajanja mnenj ne bo več ekstrem, ampak da se bo slišala in razumela tudi sredina. Torej, se strinjam, da je komunikacija postala ekstremna. Kako bi lahko to presegli, pa dvomim, da sem jaz dovolj pameten, da lahko to rešitev najdem. Bom povedal, kaj jaz naredim. Ekstremiste, ki se kje pojavijo, kje v kakšnem mojem mehurčku dam na mute, ali pa celo ne blokiram ponavadi, ampak na mute dam, tako da se potem s tem ne ukvarjam in tole neodgovarjanje na nevljudna sporočila je eden od načinov, kako se ta stvar razreši. Moram reči, da kar deluje. Po osebnih izkušnjah in potem, kar pravijo drugi uporabniki v teh omrežjih, dejansko ta stvar deluje. A je to zdaj nasvet, ki bi rešil globalno, pa verjetno ne, ampak vsaj prav korak v to smer je. Drugo je, da moramo paziti včasih tudi sami, kaj napišemo oziroma kako se izražamo. Je pa res, da če se postavite pa v vlogo zdaj od, komunikacij preko WhatsAppa, Viberja do Twitterja, ljudje radi natipkamo in stisnemo tisti gumb in pošljemo. Pol čez 5 minut premislimo, pa nam je žal, pa probamo kje izbrisati, pa daj tudi kje izbrišemo, ampak smo pa nagnjeni k temu, definitivno, da skočimo na prvo žogo, ker nam to je, se mi zdi tudi konstrukcija teh družbenih omrežij taka, da pravzaprav ta instant zadovoljstvo probajo povleči noter in to je eden od načinov. Izvrsten dokumentarec Social Dilemma, marsikdo si ga je že pogledal drugače, verjetno lahko priporočiva. Ne vem pa, če nas bo naredil bolj optimistične. Gre pa seveda za to, da to štetje do 5, verjetno, tako kot smo otroke učili, je fajn, da mogoče še sami kdaj pomislimo nazaj. Vprašanje, ki ga postavlja Marko, je, včeraj je bila napoved za padec družbenega produkta, bruto družbenega produkta za Slovenijo in da bo pravzaprav še slabša kot spomladi. Kako meniš, Aljoša, da se bo obnašalo gospodarstvo? Padec, ki je napovedan strani Umarja, je vseeno res kar velik. Ja, definitivno je velik in definitivno je ta škoda, ki tle nastane zaradi tega padca permanenta. To je treba vedeti. Sektori, kjer ni mogoče odlagati potrošnje, so tisti, ki bodo trpeli permanentno izgubo. Ker namreč izpad dobička v podjetju, turističnem recimo, ta se nikoli več ne nadomesti. To je ena zadeva in druga zadeva je, če ti ne investiraš eno leto, se potem ta učinek investicij porazgubi ne samo v tekočem letu, ampak tudi v vseh prihodnjih nekaj letih ali pa celo desetletjih. Tako da vsaka taka stvar zagotovo ni dobra. In tle, kaj drugega reči, nima niti smisla. Kot je treba vedeti, da je to zoprna situacija, je pa na drugi strani pa vseeno bi rekel, meni optimizem bolj navaja s tistim, kar pride pa potem. To, da so napovedali pa potem za naslednje leto 3,5 gospodarsko rast, to vseeno je nekaj, kar je dobra novica in ki kaže na to, da dejansko ne bi se gospodarstvo hitro pobralo. Ne popolno, ampak vsaj prišlo na nek zagon, iz katerega se potem lahko kaj pozitivnega razvije. Ta napovedana 3,5 gospodarska rast kasneje je, če gledamo absolutne številke, relativno visoka številka. To ne gre za majhno rast, ampak relativno visoko rast. Aljoša, zdaj pa eno vprašanje, za katerega bi bilo mogoče boljše, da bi bil hobotnica, in sicer, kdo bo zmagal na ameriških predsedniških volitvah. Danes smo videli celo objavo, da sta oba predsednik in soproga pozitivna na COVID. To verjetno bo nekoliko tudi premešalo stvari, pa vendarle si upaš tukaj kaj napovedovati?
Ne, napovedovati si ne upam. Me pa skrbi vsak predsedniški kandidat, ki prepoveduje znanstvenim organizacijam uporabo določenih znanstvenih izrazov in tako naprej. Tako da, če se da tle kaj rešiti, bo fino, ampak kdo bo prišel tele ven, pa resnici ne vem. Velja, preskočiva tole, bodo drugi gostje morda lažje. Me pa zanima, Aljoša, tudi delo, ki ga delaš, poleg tega, da si izvrsten v financah, računovodstvu in tako naprej, pa je tudi nevroznanost, ki jo seveda povezuješ potem s financami. Kar nekaj zanimivih člankov odkritij imaš, ampak zdaj pa specifično povezano s to situacijo. Nekje si povedal, da ljudje raje zaposlujejo tiste, ki so jim vizualno bolj všeč. Ali torej to pomeni, da zdaj, ko imamo vsi maske, pravzaprav to pomeni bolj enakovredno zaposlovanje, ne glede na videz? Zdaj ta spoznanja o videzu, pa te stvari so pri nas še vse v delu, tako da se veselim dneva, ko bova rekla, evo, zdaj pa imamo 10 člankov na mizi že objavljali, ko bomo kar iz njih vlekali. Tako da mi sicer imamo že veliko narejeno, ampak spoznanja so sveža, tako da, ampak postaja pa cel kup druge literature, ki pa dejansko te stvari tudi proučuje. In v zvezi z maskami je mene ena stvar zelo presenetila, ne vem, ali imate tudi drugi take izkušnje ali ne. V glavnem, jaz imam pogosto kapo na glavi, iz jasnih razlogov, in zdaj, če se dam še masko čez, sem sam sebi nerazpoznaven. Ampak se pa zgodi dvoje, se zgodi, da ljudje, ki me poznajo že leta, me včasih tako ne prepoznajo, se zgodi pa tudi to, da nekateri ljudje ne glede na maske, ne glede na kape, ne glede na vse ostalo, takoj prepoznajo človeka pod masko. Tako da jaz nisem čisto prepričan, da bo ta maska kar zdaj odpravila te probleme. Sigurno pa naredi fokus na tale del, na oči. Zdaj, to pa vemo, če iz nevroznanstvene literature oziroma sorodnih ved, tole razmerje tukaj gor je tisto, ki je pomembno pri tem, kakšen vtis dobimo v človeku. Tako da jaz mislim, da maske v resnici ne bodo toliko zakrile, kot bi mislili. Ljudje nas bodo še vedno prepoznali in zdaj, če imaš ti samo ozko vidno polje, potem zna celo biti, da se bodo bolj fokusirali na tisto polje in znajo še celo bolj biti pozorni, kot so bili prej na pogled. To bo treba en dan se lotiti pa proučiti znanstveno. Vrhunska morda tema, Aljoša, tudi zate. Še ena stvar, vemo, da neverbalno veliko sporočamo, mimika obraza je še kako pomembna, najmanj pa lahko blefiramo z očmi in zdaj v bistvu, ko imamo masko, morda je to še toliko težje. Tako. Se ti zdi, da se fokusiramo zdaj bolj na vsebino, ker nimamo vseh tistih drugih vizualnih pripomočkov, bom rekla? Ja, ampak tudi iz enega drugega zornega kota, kadar se pogovarjamo z nekom, ki ima gor masko, pa tudi, ki imamo sami masko in sami govorimo, slabše slišimo, ne? In smo bolj fokusirani, se mi zdi, da smo bolj sposobni se fokusirati in izločiti ostale motilne elemente, kot smo bili prej. Tako da mislim, da se zdaj bolj poslušamo, kot smo se prej. Tudi, kadar imam razgovore tako ena na ena, kar jih je še v živo, je dejansko so ljudje bolj zbrani, lepše odgovarjajo, bolj ozko odgovarjajo na vprašanja in to je v bistvu dobro. In zato tudi mislim, da v tem vzporednem svetu, v katerem smo zdaj, kot smo danes preko Microsoft Teams ali pa tako kot preko Zooma, mi zdaj nimamo več prostora, da okoli bluzimo z različnimi temami. Tisto, kar govorimo, mora biti tam in poslušalci nas zato poslušajo, oziroma študenti nas zato poslušajo, mi se moramo v bistvu pripraviti, mislim, da celo bolj kot prej. Ja, zanimivo, ampak kaj pa občutek, ki ti ga dajo študenti, kako nadomestiš to, ker v dvorani jih vidiš? Lahko, da so tudi kakšni na telefonih, ne vem, ali jim to prepoveduješ ali ne, ampak vendarle jih vidiš, občutiš, komunikacija je verjetno lažja.
Morda tudi to, ali je zdaj tudi čas za introverte, da lažje komunicirajo s tabo, ali meniš, da se to ni spremenilo in še vedno tihi ljudje ostajajo še bolj tiši, ker si ugasnejo kamero, si ugasnejo mikrofon? Mislim, da je za introvertirane ljudi tale način super. Bi upal si trditi na podlagi teh mesecev, ti ljudje zdaj bistveno bolj sodelujejo kot prej. Prej bi bili učilnici tiho, oziroma razen, če bi jim dal anketo telefonsko, potem bi odgovorili, sicer pa ne. Zdaj pa je tole pogovorno okno, tukaj tisto, ki te ljudi rešuje. In ti ljudje zdaj sodelujejo. Torej, imamo še vedno ekstrovertirane ljudi, ki bodo pomahali, prek, lahko nekaj vprašam, in mi bodo vklopili mikrofon, pa vse povozili in to se zgodi, in ni problema. Ampak prihajajo pa zdaj tudi tisti, ki so prej bili tiho. In to je dobro. Za predavatelja sicer zoprno, ko moraš malo skakati levo in desno, ampak verjameš pa, mislim, da večji del populacije kot prej. Tisto, kar pa je pa logično zgubiš, je pa kadar v živo govoriš v razredu, če kakšno stvar nejasno poveš, če kakšno stvar zabluziš po domače, ali pa celo narobe poveš. Zdaj ne slišiš več takojšnjega odziva. Prej si slišal, da je odziv. Prej si vedel, da je nekaj narobe in si mogel takoj pomisliti, kaj je narobe. Zdaj se pa to ne sliši. In to je moteče. Ne moram reči, da ne. Zanimiv je, hvala Aljoša za tole, zanimiv je tudi Metkin komentar, ki pravi, sama menim, da smo tudi za to krizo na nek način krivi sami z načinom našega življenja, kot je na primer masovni turizem, potovanja na kosilo v Bruselj, saj virus sicer ne bi tako hitro širil po svetu. Zato tudi menim, da se bo še nekaj časa ostali aktivno med nami. Kako menite, da bi namesto pesimističnega čakanja globalne presekenosti spodbujali bolj optimistične alternative tako načina življenja, kot tudi poslovnih modelov, ki bodo ne nujno takoj dobičkonosni, kot so bili do sedaj? Več stvari je tukaj not. Jaz mislim, da ene stvari dejansko smo potrošniki preveč spodbujali. Ta mogoče prekomerna potovanja letalska, ki so bila problematična ne samo iz zdravstvenega, tudi iz ekološkega vidika. To mislim, da je ena taka sprememba, ki je pomembna. Druga taka sprememba, ki je pomembna, je premik turizmu. En del tega, kar smo zdaj razvili z temi ukrepi, bo permanenten. Turistične preference so se spremenile in bodo verjetno tukaj tudi ostale. Zdaj, malo manj sem optimist takrat, kada pridemo na tele potrošniške zadeve. Sem enkrat prav rekel, ne vem, ali bomo zaradi te krize ljudje nehali kupovati poceni oblačila, ki prihajajo iz različnih dežel v razvoju in so narejene v vsaj problematičnih, če ne že kritičnih razmerah. Če bomo to uspeli spremeniti, bo super. Tudi poslovni modeli, zdaj so vse spremenili, mi dejansko zdaj smo videli, da nam ni treba več potovati, zato, ker imamo ta orodja krasna, Zoom pa Teams in tako naprej. Tega prej, mislim, ni bilo, oziroma je bilo na drugačni ravni. Ne vem, če se spomnite Skypa, zdaj nekateri še Skype uporabljajo, veliko ljudi še Skype uporabljajo, ampak jaz enostavno sem ga mogel odklopiti, ker če ne, sem lahko sam na Skype cele dneve odgovarjal in naredil nič na koncu. Tako da ti kanali, ki so zdaj, so bistveno boljši. Tako da svet definitivno gre tukaj naprej. Tisto, kar so pa bolj globalne stvari, namesto čakanja, da spremenimo poslovne modele, ki ne bojo nujno hitro dobičkonosni. V splošnem to zdaj na našem področju financah prevajamo kot tale ESG zadeva, se pravi Environmental, Social and Governance, odgovornosti podjetij, za katere mislimo, da bodo jutri dobičkonosne. Danes vidimo, da so, ampak zakaj so, je drugo vprašanje. Se bom takoj pojasnil. Samo da zaključim to misel, sem hotel reči, da zato, ker mi že danes vemo, da moramo se premakniti v te bolj zelene stvari, bolj vzdržne stvari, ker nekatere stvari so dejansko bile enostavno nevzdržne. Zdaj, v tem trenutku, ali je samoumevno, da neko podjetje, ki bo razvijalo te pristope
okolju bolj prijazne, k družbi bolj prijazne, k deležnikom bolj prijazne. A je to zdaj že nagrajeno s strani finančnih trgov ali ne, to je malo dvoma. No. Sicer se kaže, da imajo ta podjetja boljše donose, ampak vprašanje je, zakaj. Velikokrat so to podjetja, ki so manj tvegana. In torej bi po defaultu tako imela nižje stopnje donosa, kot jih imajo sicer. Tisto, kar vidim pa kot plus, je pa, da se te teme pač pomikajo zdaj v formalni sistem poročanja in to pomeni, da bodo preko slej tudi vplivali na trg kapitala dejansko tako in sem prepričan, trg to prepoznal. Imate banke, ki ne smejo investirati več v naftno industrijo, recimo, ali pa tudi tobačno industrijo in tako naprej, ampak to bo trajalo leta, preden se bo te stvari prečistile. Tako. Torej, lahko tukaj dodava optimizem, da je tudi to lahko priložnost, če bomo znali uporabiti za spremembo miselnosti, kar je verjetno pri vsem skupaj najtežje, spremeniti miselnost, začeti ne samo misliti, ampak tudi delovati drugače. Ja, dejansko moramo to narediti, ne, kar praviš, ne. Misliti sami pri sebi in tudi sami pri sebi začeti delovati drugače. Tukaj, to je tisto potem, kar ekonomisti mi vidimo kot sprememba povpraševanja, sprememba preferenc in tako naprej. To se začne na dnu. Ne. Zdaj, če mi nimamo tle nekih prepričanj, tudi vzpodbud, ne, potem se tudi na globalni ravni nič naredilo. Tako da mislim, da smo sami dolžni pri sebi najprej razpucati, kar lahko, vsega jasno ne moramo, pa kar lahko, pa mislim, da smo kar dolžni to narediti. In zdaj zadnje vprašanje, Aljoša, ki bo pa nekoliko bolj osebno. Si raje triatlonec, kar si tudi odličen, ali skoraj da masterchef? Oboje rad delam. Zelo rad kaj skuham in še raje kaj spečem, to drži. To je ena vrsta mentalna sprostitev, druga vrsta mentalnega izziva so pa ti triatloni, kjer ni izziv zmagati, ampak priti do konca, kjer pa je tako, da mislim, da je recimo vsaj 60 ali pa 70% napora, ki ga človek pri tem naredi v glavi. Ostalih 30 seveda može biti pripravljen, ampak triatlon je izziv ravno zato. Torej ta mentalna pripravljenost. Tako. In mislim, da bo bolj kot kadarkoli pomembna tudi zdaj v teh časih. Aljoša, iskrena hvala ti za tole odlično virtualno kavo. V živo jo še spijeva, ampak res upam, da še v tem letu, kolikor jo predstavljava, ampak hvala ti lepa in hvala seveda tudi vsem, ki ste zastavili vprašanje, bili z nama in dvigovali kulturo dialoga. To je tisto, na kar v AmCham Slovenija zelo opozarjamo in si želimo, da vsi skupaj naredimo spremembo miselnosti pri sebi, pa seveda s tem vplivamo tudi na tiste, na katere lahko. Hvala tudi General Investments, ker ste partnerji tega meseca in vsem skupaj želim en odličen petek, lep vikend in veliko optimizma. Hvala za povabilo, me je bilo veselje in želim vsem lep dan še naprej, pa tudi veliko optimizma za prihodnja obdobja, prihodnja leta. Hvala, Aljoša.